Po pustošenju tajfuna na Filipinih se tja zgrinjajo množice humanitarnih organizacij, ki bodo tisočim žrtvam priskočile na pomoč. O kritikah, da se humanitarno spreminja v industrijo, se bomo pogovarjali z našim kolegom Boštjanom Videmškom. Nizozemska novinarka Linda Polman je humanitarno pomoč označila kot neke vrste industrijo, ki jo narekujeta predvsem povpraševanje in pa ponudba na trgu. Usmeri se tja, kjer je največja pozornost javnosti in zato tudi največ denarja. Bi se strinjal s tem konceptom? Absolutno, to je prav definicija prevladujoče humanitarne doktrine. Ne? Ampak za začetek, nekako ni treba samo po sebi humanitarno pomoč obsojati. Ne? Potrebno je obsojati korporativno humanitarno pomoč, kateri smo priče že zadnjih 20-25 let, še posebej pa v zadnjem desetletju, ko je šla humanitarna industrija, gigantska humanitarna industrija, ki raste in raste, ne glede na krizo, se je razvijala usporedno s kovanim katastrofičnim kapitalizmom. In v zadnjem desetletju smo videli vrsto primerov, kako so humanitarne korporacije praktično tekmovale ena z drugo, da bi na teh kriznih ali pa najbolj ogroženih območjih, katera bi najvišje obesila svojo zastavo. In v tem primeru je potrebno dodati tudi vrsto nevladnih organizacij, ki praktično delajo neke vrste fundraising za ta generalni korporativizem tudi preko medijev. In so v nekem času, tudi recimo, kar je ful pomembno povedati, v času, ko je v medijih prisotna velika kriza, tako kot so na eni strani think tanki zasedali analitičen prostor, namesto novinarjev so ga na upovedovanju ali pa poročanju iz križnih žarišč in naravnih tragedij, kot je recimo konec koncev tajfun na Filipinih in njegove posledice, zasedle humanitarne korporacije. In je človeška tragedija postala gigantski posel. Konkurenca nekako narekuje poražence in zmagovalce. Kdo je tukaj poraženec, kdo zmagovalec v tekmi humanitarnih organizacij? Jaz bi se umil recimo na zadnjo desetletje. Tisto, kar smo videli od Darfurja do Banda Ače oziroma celotne jugovzhodne Azije v času cunamija na Boxing Day 26. decembra 2004 in tega, kar je sledilo do pakistanskega potresa jeseni 2005, do predvsem, to je res drastičen primer, orkana Katrine v New Orleanu, do konec koncev ni nemogoče predvidevati, da se nekaj podobnega že dogaja tudi na Filipinih, je, da v bistvu humanitarne korporacije in način reševanja kriz, ta korporacijski, gigantski, od zunaj enforcani način reševanja ustvarja intenziven razredni boj. Popolnoma jasno je, kdo je poraženec in kdo je zmagovalec. Konec koncev v Katrini je statistično dokazano, da so po glavi dobili najbolj revni ljudje. Tisti, ki se ponavadi ne morejo umakniti, nimajo se kam umakniti ali pa se nimajo sredstva, da bi se umikali. Konec koncev mnogi tudi nimajo dostopa do, med drugim tudi medijev, interneta, do javnih opozoril. Podobno bilo po celotni, ampak res po celotni jugovzhodni Aziji. Jugovzhodni Aziji, ki v času cunamija, ki je v bistvu postala sklicateljsko mesto za celoten modern humanitarizem, korporacijski humanitarizem na Zahodu, izključno je samo zato, ker je bilo tam lepo število tudi ne lokalnih žrtev in je bila identifikacija v tistem pobožičnem času z človeško tragedijo, z evropskim obrazom ali pa ameriškim obrazom tako močna, da se je humanitarna blagajna za tisto, ko bi rekel, instantno pomoč rekordno hitro napolnjena. In bilo v nekem trenutku, kar je ironija v teh časih, mogoče sploh omeniti, denarja celo preveč. Seveda pa dokazano, vračal sem se ves čas na tisto področje, bil tam, ko se to dogajalo, ni bil uporabljen v prave namene. Nikakor. Razlike med, to tudi Naomi Klein zelo dobro opiše, kako se to dogajalo in v jugovzhodni Aziji in tudi v New Orleanu, kako so se razlike med revnimi in bogatimi, med revnimi četrtmi in bogatejšimi četrtmi zgolj povečale. V bistvu, hočeš, nočeš, korporacijski humanitarizem je neposreden odraz ali pa celo eden izmed glasnikov turbo neoliberalizma. Omenil si Filipine prej, trenutno najbolj aktualno temo. Leta 2005 si zapisal, da je treba žrtvam cunamija na Sumatri prišteti tudi žrtve v Darfurju,
ker se je humanitarna pomoč iz Darfurja preusmerila na Sumatro. Komu bo zdaj treba, katere žrtve bo zdaj treba prišteti filipinskim žrtvam? Malo konteksta, ne samo na Sumatro, ko šlo je za Tajsko, šlo je za Šrilanko, za Andamanske otoke in tako naprej leta 2004 in 2005 posneje, ko je bila humanitarna akcija v polnem zagonu. In treba je vdržati seveda pieteto do žrtev. Vsakdo si zasluži enako količino pomoči. V tem primeru se je pa stvar obrnila, ker v Darfurju se je leto in pol praktično gradila ta humanitarna zgodba. To je bil čas nekega relativnega zatišja, kjer vojna v Iraku je bila preprosto prenevarna, da bi v njemu lahko delovale humanitarne korporacije, ki so na nek način outsourcale svojo pomoč preko zasebnih varnostnih podjetij. To je še ena vzporedna zelo grda zgodba. Na drugi strani je po Darfurju, to zgodbo smo delali oktobra 2004, novembra, se je izbralo, za tisti čas je bil svetovni rekord po številu humanitarnih organizacij zbranim na enem mestu. In je veliko bolj kot z neposredno pomočjo ljudem so se tam humanitarne organizacije ukvarjale z tekmovanjem druga z drugo. In to je bilo preprosto nagnusno. Ogromno denarja se je seveda zbralo, ampak ni bil potrošen v nek razvoj in rekonstrukcijo, ampak je bil potrošen zgolj v bildanje velikih begunskih taborišč in še krepljenje obstoječe humanitarne doktrine, ki praktično nikoli ni zares reševala, ampak je v najboljšem primeru zamrznila obstoječe stanje. Na drugi strani, ko je izbruhnil, kot prej rečeno, ko je prišlo do potresa in tem cunamija v jugovzhodni Aziji, se je kompletna ta industrija v nekaj dneh praktično dobesedno spokala iz Darfurja. In vmes, mislim, da 2,5 milijona ljudi v tistem trenutku živeli v begunskih taboriščih, za notranje razseljeni ljudi, uradno se temu reče begunske taborišča, ki so bili v celoti odvisni od humanitarne pomoči. In njihovo tragedijo se seveda v velikem PR projektu prodajalo Zahodu za lasten fundraising. Ko se je zgodil postbožični cunami, se je cela industrija preko noči preselila v jugovzhodno Azijo za določen čas. Potujoča karavana je pustila na cedilu žrtve v Darfurju, preživela nekaj časa v jugovzhodni Aziji in potem iskala novo tragedijo. Vmes so se razmere v Darfurju tako, bi rekel, poslabšale, tudi varnostno, politično in socialno, da je Baširjeva oblast lahko praktično uspešno in nikoli kaznovano do konca izpeljala proces genocida. Besedna zveza kolateralna škoda nikoli verjetno ne bi mogla biti bolj dobesedna kot v korelaciji cunami jugovzhodna Azija, Darfur / korporacijski humanitarizem. Zdaj se verjetno glede Filipinov, ki nujno potrebuje neskončne količine pomoči in še vedno spet podarjamo pieteto do žrtev in nujnost pomoči, se dogaja vzporedno času kot vojna v Siriji. Vojna v Siriji, ki jo humanitarne organizacije nikoli niso zares nagovorile tako, kot bi bilo potrebno, so pustile milijone ljudi, zdaj v tem trenutku že po nekih podatkih 9 milijonov ljudi nujno potrebuje pomoč za preživetje, 7,5 milijona ljudi je razseljenih, ampak vendarle ta korporativizem na sirskih tleh zaradi, ko bi rekel, zgoščenosti konflikta ni mogel delovati. Zdaj, ko se pripravlja, po nekaterih verih seveda, neka velika akcija Združenih narodov, tako z ameriško, kitajsko kot rusko pomočjo, se pripravlja tudi velika humanitarna akcija. In živimo v časih, ko je denarja za to seveda mnogo manj in sem prepričan, da bo dogajanje na Filipinih že tako ne najbolj poln budžet za Sirijo dodatno spraznjeno. Predvsem pa gre kle tudi za, ko bi rekel, human resources, ki so v humanitarnem svetu v tem trenutku po mojem zelo načeti. In tudi kredibilnost. Hvala za odgovore.